Pa smo pri enem večjem poglavju, in sicer vse v zvezi s koti. Kot. Kaj je to kot? Če imamo en poltrak, na primer, naj bo tule točka V, bomo potem videli, zakaj. Pa recimo, da je tole poltrak K. Naj bo še to točka A. Tako, in če dodamo še en poltrak, poltrak L, pa eno točko, točko B. Potem dobimo eno konstrukt, ki mu rečemo kot. Se pravi, med dvema poltrakama vmes je kot. V bistvu dobimo dva kota. En kot je tulele vmes, v tej polovici kraka. Drug kot je pa kot, ki je izbočen, to je pa tale kot. Se pravi, kaj si napišete, je kot, to sta dva poltraka s skupnim izhodiščem, in delita ravnino na dva dela, ki jo imenujemo kota. To je prvi kot, ta je izbočeni, in tale je bočeni. Dva sta, ne? Pa bom tega jaz poimenovala še alfa. Zdaj pa te točki tukaj, ta pika, tej rečemo vrh. In tam se oba poltraka sekata. To zdaj, tale izbočeni, ne, ker je nekako zlomljen naven, a ne, ta pa je vdrti. Vdrti kot, ne. Okej. Se pravi, tole je, kar je pomembno. To je vrh kota, temule rečemo krak kota, temule rečemo drugi krak kota, in tu vmes poteka prvi kot, tu pa vmes poteka drugi kot. Dejansko bolj smo navajeni, da upoštevamo ta izbočen kot, in večinoma bomo mi tudi tako. Okej. Označevanje kotov. Zdaj, da lahko pač kot označimo, ne, moramo imeti neko univerzalno, en univerzalni dogovor, ne. In če si zdaj pogledamo, kako označimo ta kot, ne. Zdaj, znakec, mali znakec za kot je en tak mali kot, pa takole. To pomeni, da bo kot, ne. Se pravi, kot narišemo v položen pa takole krivuljo. Potem pa je zelo pomembno pri kotu, ko ga označujemo, da upoštevamo vrstni red tehleh točk. Se pravi, vrh mora biti v sredini. Če mi bi risali ta kot, ne, gremo od A do V čez B. Se pravi, gremo, takole ga označimo, A, V, B. Ta vrh je v sredini. No, potem pa saj veste, ne, včasih smo ljudje malo bolj leni, in zdaj, če se gre točno za določen kot in da točno vemo, da je samo ta mogoča, ne, potem lahko damo tudi samo kot pri vrhu V, a ne. Lahko rečemo, da je to kot, ki ga oklepata poltraka K pa L, ali pa lahko imamo grško črko, ne. Grško črko pa lahko označimo in kot alfa ali pa kar alfa. Vse grške črke za kote male so dovoljene, tako da tole je pa zdaj že res dosti oznaka, ne, za kot. Se pravi, če ponovimo, dva poltraka razdelita ravnino na dva dela, ki jih imenujemo kota. V špici tega, ko se sekata, je vrh kraka kota, pa sta v bistvu poltraka. Kote označimo tako, da pazimo vrstni red tehlih črk, se pravi A, V, B je kot, ki ima vrh pri točki V. Ne. Okej. Tole pa bomo na kratko mogoče recimo pogledali malo s tem označevanjem, kako je, upam, da ste si prepisali. S tole zbrisala. Recimo pa dajmo eno vajo. Če imamo
takle približno si točke razporedite. A, tule naj bo B, tule naj bo C, tule naj bo D, pa tule E. In zdaj bomo narisali, recimo pa dajmo ga z rdečo, kot D, C, E. Ta oznaka nam zdaj pove, najprej moramo začeti v D, iti skozi C, pa potem v E. Se pravi, po vrsti, tako ko so napisane, moramo iti. Zdaj pa, se pravi, od D do C bomo narisali. Pa lahko malo podaljšate tudi čez, ne. Pa od C do E. In takole tu vmes dobimo zdaj kot D, C, E. Tako, to bi bil recimo primer, kako se kot označuje, oziroma če imamo točke dane, potem bomo vsi prišli do istega kota, če je zaporedje pravilno podano. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!